Maščevanje že samo po sebi implicira neko pritlehnost. Svojemu fantu se ful rada maščujem. Recimo, on tako zna ne zložiti posodo na svoj mest, ne? In pa jaz rečem, aha, pustil mi je vso posodo meni. V redu, bom pa jaz njemu ne oprala cun. Ja, te lahkotnejše razumem. Se veš, parkiriščna, mini maščevanja. A si že kdaj narisala kaj na šipo? Ja, dobro, sam se pol to dodubla nazaj, karma, odlomljen brisalc, ne. Ja, taka mini maščevanja, temu se pa ne reče maščevanje, temu se reče pa izobraževanje. Mislim, sigurno mi je kdaj kaj, a veš, tako se razjezim, pa si mislim, joj, naj mu Bog vas pridelk tam. To je tako momentalno, v afektu in pol saj pozabaš. En sošolc me je enkrat nabunkal v osnovni šoli in jaz sem doma iz lesa izdelano njegovo silhueto in delal sem une karate zvezdice in sem to jaz metal, dokler nisem dojel, da pravzaprav sem čisto navaden pusi, ker se nisem upal konfrontirati z njim. On me je takrat nabunkal v nekem viteškem dvoboju. Se pravi, moj ego ni prenesel tega. Se mi zdi, da pod črto lahko, ampak takrat, ko ne škodaš oziroma, ko ni povezan z bolečino. Sigurno neka jeza in maščevanje in nek srd in bes prinesejo v človeku to, da se še naprej zaletava v situacije, da še naprej srečuje nerešljive ljudi, probleme. Se mi zdi, da maščevanje nasplošno tako človeka obremeni, postara, si daš eno težo, če se s tem ukvarjaš. Maščevalen človek ni sposoben odpuščanja, ni sposoben neke analize in da ni sposoben neke konfrontacije s tistim subjektom, ki se mu maščuje. Tako da, proti zmagi, ne proti porazom drugih.